Vrstno hišo so lastniki pred leti razdelili v več stanovanj. Eno od stanovanj so umestili tudi v kletne prostore, ki jih obdajata dva vkopana atrija in prostoru dajeta nekoliko nesrečno vlogo. Debele nosilne stene, razdrobljen tloris, pod stropom speljane inštalacije, majhna okna so pomenili poseben izziv pri prenovi. No, prevelikega pa spet ne. V tem polkletnem stanovanju vlada res dobra energija. Predvsem zaradi premišljene prenove, ki je prinesla res dobro osvetlitev, deloma pa tudi zaradi mojega današnjega sovoditelja po imenu Max. Kosmatinec Max je prijazen mešanček, ki nas je z nežnim bevskanjem veselo pozdravil ter nam razkazal stanovanje. To se nahaja v nekdaj vrstni enodružinski hiši iz 70. let minulega stoletja, ki se je skozi čas preobrazila v večstanovanjsko. Polkletno stanovanje meri dobrih 80 kvadratnih metrov, nahaja pa se v neposredni bližini zelenega golovca in številnih sprehajalnih poti. Tudi to je bil eden izmed dejavnikov, za voljo katerega se je lastnica odločila za nakup, k temu pa je prispeval še svetel atrij, ki ga je izkopal že prejšnji lastnik. Prav po zaslugi atrija nimamo občutka, da se stanovanje v resnici nahaja dober meter pod tlemi. Družinsko stanovanje je dotlej doživelo le manjše spremembe. Z epidemijo novega koronavirusa, po zaslugi katere smo bili primorani več časa preživeti za 4 stenami doma, pa se je lastnica odločila, da je skrajni čas za temeljito preobrazbo. Stanovanje je po hčerkini selitvi želela prilagoditi svojim potrebam, ga nekoliko spremeniti in osvežiti. Prostor, ki je bil poprej členjen na številne manjše sobe, deljene z vrati, je želela odpreti in ustvariti prijetno bivalno okolje. Za pomoč je poprosila arhitektko Marušo Debevec, s katero sta se v hipu ujeli, rezultat dobre energije med njima pa je odprto, svetlo in prostorno domovanje. Maruša, pozdravljeni. Pozdravljeni. Zanima me, kakšen je bil vaš prvi vtis, ko ste stopili v to stanovanje, preden ste se ga lotili, seveda. Ja, prostor je bil pač temen, imel je veliko drobnih prostorov, kar je nakazovalo na to, da je bil to nekoč kletni prostor. Kot nek potencial sem pa videla dva ta atrija, ki sta bila že predhodno izdelana in sta nakazovala, da se z tega lahko naredi nek super projekt. Torej se je bilo treba najprej lotiti osvetljenosti in nekakšne pretočnosti, ali kako? Tako, tekom projekta smo se osredotočali na to, da bo to čim bolj svetlo, kakor se da v tem. V ta namen smo podarili neko steno in odstranili dosti vrat, da smo čim več svetlobe lahko puščali v ta osrednji prostor. Zdaj smo tukaj v polkletnem stanovanju in ta stanovanja, ki so čist spodaj pri zemlji, dostikrat imajo težave z vlago. Je bilo treba to kaj reševati? Ja, smo imeli dosti težav s tem, je pa veliko so naredili že prvotni lastniki, ki so to izkopali, tako da nimamo stika s terenom. Potem, ko smo sanirali tla, smo ugotovili, da je treba hidroizolacijo popraviti. To smo popravili, dali hitro sušeče estrihe. Rešili smo tudi prezračevanje, ki je zdaj pač umetno. Zdaj pa greva bolj po korakih. Kako ste se lotili prenove tega stanovanja? Ja, prvo sva imeli z gospo pač neko iztočnico. Gospa si je želela, da je to pač čim bolj svetlo, čim bolj odprto, krožno, da se pač čim bolj povežejo te prostori, ker biva sama, ker ga tudi v resnici samo ona uporablja. Potem sem pa jaz pač pripravila par variantnih rešitev in smo se skupaj odločili za to, kaj je zdaj, da se podre stena, pa da se naredi okoli tega osrednjega elementa krožni prostor, ki povezuje vse skupaj. Saj to je verjetno kar en zaščitni znak stanovanja, tale krožni promet, neprekinjena linija in s tlorisa bi lahko rekli, da to izgleda kot en otok, ne? To so nosilne stene in nismo pač, ko smo v kleti, ne smemo praktično nič posegati, tako da smo mogli vse to pustiti in smo okoli tega zasnovali en pohištven element, ki pa tudi veliko stvari lahko not shraniš in je to nekako osrednji pohištveni element v tem prostoru, ker tudi edini je druge barve, vse ostalo je belo pa leseno, to je pa pač v neki krem barvi. Namesto živahnih barv so z nevtralnimi odtenki svetlobo ponesli tudi v globino prostora, barvitost pa vnesli s posamičnimi dodatki. Prenova stanovanja je trajala 2 meseca in pol, stanovanje pa je po njej skorajda neprepoznavno. V dobrem smislu, seveda. V kopalnici so namesto kadi umestili pohodno tuš kabino. Našli pa so dovolj prostora tudi za pralni stroj. Drobno keramiko so zamenjali z velikimi ploščami v imitaciji kamna, s čimer so prostor optično povečali. Da bi se izognili uporabi vrat, so pisarno od hodnika ločili s čudovitimi zavesami. Vhodni del pa so od bivalnega ločili le s tlakom. Lastnica je velika ljubiteljica umetnin in umetniških del.
Steno v dnevni sobi krasi slika slikarja Simona Kajtne, v katero so ujeti odtenki, ki se pojavljajo tudi na osrednjem shranjevalnem otoku. V nišo v predsobi, ki je ostala od vrat, sta z arhitektko umestili poličke, na katerih so razstavljeni različni dekorativni predmeti, tudi z motivi ptic, ki so lastnici prav posebej ljube. Manjše niše so namenili shranjevalnim površinam in jih zakrili z vrati iz perforirane pločevine. Zelo zanimivi so elementi iz tele perforirane kovine, oziroma za kakšen material gre tle? Ja, tako pločevina je. To smo se pa zato odločili, ker smo se znebili vseh teh vrat in smo preko tega zapirali vse tehnične prostore, torej tam imamo tehniko in tudi stroji v kopalnici so zaprti za to perforacijo, hkrati pa to nakazuje malo na prostor, v katerem se nahajamo, ker imamo pač dosti nekih takih elementov, kot so cevi in pač ta perforacija. Enih stvari se nismo mogli znebiti, kot so recimo cevi, zato smo se pač odločili, da tudi z nekimi drugimi elementi pač to nakazuje, pa mogoče tudi tračnice od svetil in tako dalje. Atrij je miniaturen in poglobljen. Vrtnar Matic Sever je izkoristil tudi stene. Na zidove je speljal zimzeleni kovačnik ter s koriti popestril ozadje. Želja lastnice je bil japonski slog, ki je nakazan s peskom in splošnim zen vzdušjem ter barvnim minimalizmom. Ker bi bil vrt le z nizkimi rastlinami videti preveč prazen, hkrati pa ni bilo prostora za drevo, so za višino poskrbeli s šmarno hrušico z večjimi debli, ki je že sama zase nekaj posebnega in predstavlja zanimiv rastlinski motiv. A so bile slučajno kakšne posebne želje strani lastnice, glede na to, da kljub vsemu ne živi čisto sama, ampak da je tukaj le še njen Max? Se mi zdi, da pes uporablja glih čisto vse iste prostore kot ona in tudi na kavču je gospodar, tako da to ni bilo potrebno. In vidim, da je zelo družaben. Se je tudi z vami dobro spoznal? Ja, seveda. Aha, ok. No, dan se pa mene izbral za družbo. Čau, Max.